Draga družba, še nekaj trenutkov nas loči do dobrodelnega maratona, kateri bo povrstjanja. 10., seveda jubilejni in vsi že res komaj čakamo. 28 ur ni mačji kašelj. Kako se pripravljate na ta dogodek? Ja, v bistvu vse tukaj na našem desku, na našem radiju se govori samo o dobrodelnem maratonu, tako se pripravljamo, da bi pa kaj ful počivali, da bi zdržali lažje teh 28 ur, to se pa zaenkrat še ne pripravljamo. Ja, dobro, jaz, ki sem malo starejša generacija, moram reči, da zdaj te vitaminčke, čajčke malo ne, veš, tako da je preventiva je boljše kurativa, ne, tako da. Pa itak Denis je malo zbolel, tako da upam, da se še pravočasno vrne. Absolutno se vrne pravočasno. Denis, vrni se. Skratka, si nabira moči. Miha, kako se je sploh začela zgodba? Ja, zgodba se je začela v bistvu točno tukaj, kjer smo mi zdaj, v tem studiu. In potem se je nadgrajevala, tako da zdaj imamo že kar tak prijeten domek tam v centru Ljubljane, a ne? Blizu Zokijeve domačije, če se malo tako slikovito izrazim, pri Lučkah, tako da ogromno ljudi pride. Nadgradili smo zgodbo tudi z nastopi na Kongresnem trgu. Vsako leto, ne, tudi letos lepo vabljeni ob 19. uri na Ičkote. Čisto zadnjič. Ja, pa za ston, a ne Miha. Ja, pa tudi glasbeno presenečenje bo. Pa za otroke bo že prej nekaj, tako da lepo vabljeni. In pač, če pa slučajno ne morete prideti, ne, potem pa še vedno ostaja tako kot od prvega leta dalje SMS-i, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Ne moremo ob tem maratonu brez ene osebe, ki vas je na nek način naučila solidarnosti in vsega tega. Res je, Anita Ogulin, letos je maraton posvečen njej. Pač žal je ni več med nami, ampak nekako v naših srcih pa še kako živi, sploh pa v srcih tistih, ki mi je pomagala v bistvu celo življenje, s katerimi je res preživela tudi najtežje trenutke. Za Anito imamo res en tak poseben odnos. Ona nas je marsikaj tudi naučila, pa tudi kdaj je kaj potolažila, če kaj ni šlo v življenju. Ne? Ona je bila res taka kot do vseh, materinska, z eno tako neverjetno nežnostjo in toplino, tako da se mi zdi, da je to ena lepa gesta, da maraton posvetimo njej. Bi morda za letošnjo edicijo 10. jubilejno kaj izpostavili, bo kaj posebnega od gostov, obiskovalcev? Zanimivo je, da mi ne vemo, kdo so gosti, ampak jaz mislim, da v 28 urah je toliko enih spektaklov, da vsekakor bi težko, tudi če bi vedeli, izpostavili samo eno stvar. Tako da predlagam vseh 28 ur, najboljša rešitev. Da smo vsi tam zraven. Če ne pa preko streama, ne, saj bomo ves čas tudi. Na ogled ali pa na areni nas lahko spremljate celih 28 ur. Verjetno bodo pritekle tudi solze sreče. Ja, upamo, kaj ponavadi poslušalci opazijo, jih najbolj navduši? Mislim, navduši po mojem najbolj znesek na koncu. No. Jaz bi rekel, da je to kar trud vas poplačan, zato ker tudi oni nekako držijo pesti, da bi se čim več zbralo. Ne. Tudi oni so del tega, oni pošiljajo SMS-e in se mi zdi, da tisti moment, no, ko se to objavi, jaz bi kar rekel, da je to največja sreča. Ja. Siguran se jih pa dotaknejo tudi vsi klici. Ja. Včasih se po moje sploh ne zavedamo, kdo vse živi med nami in ko slišimo realne osebe z realnimi glasovi, z realno stisko in bolečino, se zaveš, da to so lahko tvoji sosedje, tvoji mogoče tudi prijatelji, tvoji učitelji na vse zadnje in to mene vedno strese, da to so realni ljudje. To ni zgodba, to je ni hec, to je realnost. To ni film, to se dejansko dogaja tukaj pa nas v Sloveniji, čeprav si pravimo, koliko je vse lušten, pa fino, pa fajn, pa varna država, še vse ni vse popolno. Komu pa je namenjen ta znesek, ki bo na koncu zbran? Ja, absolutno družinam v stiski, a ne. Običajno ne gre samo za to, da živijo v pomanjkanju, ponavadi so zraven še kakšne bolezni, prepleti osebne zgodbe, družinsko nasilje in marsikaj tako da. Ampak ko ljudje slišijo te zgodbe, ki so res včasih kar težke za slišati, ne, pa odprejo srce in tudi denarnico, tako da hvala vsem že zdaj. In če na koncu povabimo vse poslušalce, gledalce, kdaj, kam, kako, zakaj? 19. ob 5. zjutraj začnemo. Tako. Na Mestnem trgu v Ljubljani, vabljeni tudi ob 7. zvečer na Kongresni trg z Ičkoti in presenečeni. Ja, tako. In potem ob 9. zjutraj Mestni trg, ko izvemo končni znesek in to je to. In seveda lahko pomagajo preko SMS-ov. Tudi. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Že zdaj lahko. Ja. Hvala. Hvala.